Dokumentarci lahko ponudijo vpogled v svet, ki ga sicer nikoli ne bi videli. Včasih pa je edini način, da razkrijemo resnico, ta, da oseba ne ve, da je kamera tam. Snemanje pod krinko in skrivno snemanje je lahko nevarno, vendar so ti filmski ustvarjalci prevzeli to tveganje. Številka 10. Leta 2014 so svetovni mediji prišli v majhno mesto, ki so ga poimenovali Črnomorska riviera, zaradi zimskih olimpijskih iger. Igre so potekale v napetem vzdušju, saj je le nekaj mesecev prej Rusija sprejela novo protigejevsko zakonodajo. Medtem ko so potekali protesti, tako v državi kot zunaj nje, so ljudje čakali, kakšne ukrepe bodo sprejeli športniki, ki so bili zdaj v središču pozornosti. Dokumentarni film je ujel to izkušnjo. To Russia with Love je dokumentarni film, ki ga je režiral Noam Genek. Nastala je s skrivnim snemanjem brez dovoljenja oblasti v Sočiju. Ganek je želel ujeti izkušnje LGBT+ športnikov, ki so tekmovali na igrah, in drugih oseb, ki so prišle v Soči kot predstavniki medijev. Mnogi so čutili pritisk, da spregovorijo proti diskriminatornim zakonom, ki so LGBT+ osebe v Rusiji izpostavljali večji nevarnosti homofobnih napadov. Imeli so priložnost, da se obrnejo na svetovno občinstvo in povedo, kaj se dogaja v Rusiji. Aktivisti v Rusiji so bili deloma proti bojkotu iger, da bi te osebnosti lahko uporabile to priložnost. A mnogi športniki so se bali, kaj bi se zgodilo, če bi spregovorili. To Russia with Love spremlja te športnike, ko sprejemajo svoje odločitve. Vodi Joe Johnny Weir, nekdanji olimpijski drsalec, ki je bil na igrah v Sočiju prisoten kot komentator. Kot odkrito gejevski moški je moral tudi sam sprejemati odločitve o tem, ali naj spregovori. Na začetku dokumentarca je Johnny Weir prikazan na medijskem dogodku, kjer je napovedal, da bo obiskal igre v Sočiju. Prisotni so bili tudi protestniki, ki so držali napis "Smo na ruskem olimpijskem klonu". Ljudje so bili razburjeni, ker se je zdelo, da ne izkorišča svoje platforme. Weir protestnike imenuje idioti, kar je povzročilo še večji odziv. Na samih igrah Weir ni javno spregovoril, ampak je nosil bleščeča oblačila, ki jih je videl kot svoj način protesta. Na drugi strani dokumentarec govori tudi z ruskimi aktivisti, ki so poskušali organizirati odprte igre, športni dogodek prijazen do LGBT+ skupnosti. Igre so naletele na sovražnost, zapiranje prizorišč in grožnje z nasiljem. Včasih to nasilje preseže grožnje in v dokumentarcu je eden od aktivistov napaden zaradi svoje pripravljenosti, da je odprto gej. Drug aktivist, predstavljen v dokumentarcu, je 17-letni fant po imenu Vlad. Vlad je eden redkih odprto gejovskih aktivistov, ki živi v samem Sočiju. Že samo to, da je bil Vlad odprto gej pred svojimi sošolci v šoli, ga je izpostavilo tveganju, da bi ga obtožili promoviranja homoseksualnosti med mladimi. Med dokumentarcem se Vlad sreča z Johnnyjem Weirjem in Billie Jean King. Pomagali so mu odpotovati v Združene države Amerike, kjer je dobil azil. V Rusijo z ljubeznijo je le eden izmed dokumentarcev, ki so bili izdani po objavi zakonov proti skupnosti LGBT+ v Rusiji. Nekateri so bolj nazorni in prikazujejo grozote, s katerimi se soočajo nekateri geji v državi. Ale redki so oblikovani kot protest, kot je v Rusijo z ljubeznijo, ki uporablja prikrito snemanje in poudarja pomen javnega spregovora. Številka 9. BBC-ov dokumentarni program Panorama je obravnaval številne šokantne in vznemirjajoče teme z vsega sveta. Leta 2025 je program po mesecih prikritega dela in skrivnega snemanja objavil enourni dokumentarec o tem, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati na eni londonski policijski lokaciji. Postaja Charing Cross se nahaja v središču Londona, nedaleč od Trafalgarskega trga. Postaja je najbolj prometna v Združenem kraljestvu in ima eno od 22 enot za pridržanje londonske metropolitanske policije, kjer so ljudje pridržani, dokler se ne odloči, ali bodo obtoženi ali izpuščeni. Policisti, ki so nameščeni na postaji Charing Cross, so bili več let pod drobnogledom policijskih nadzornikov. Prejšnje preiskave so odkrile dokaze o grozljivem vedenju policijskega osebja, vključno z ustrahovanjem in diskriminacijo, ki sta ogrožala javnost. Leta 2022 je žvižgač razkril zasebne skupinske pogovore, v katerih so policisti metropolitanske policije, ki so bili v službi, šalili o nasilju nad ženskami in manjšinami.
Potem so preiskali in odstranili na stotine policistov. Vendar je dokumentarec Panorama pokazal, da v ozadju še vedno obstaja toksična kultura. Dokumentarec spremlja Roryja Biba, ki pod krinko dela na postaji Charing Cross. 7 mesecev je kot pooblaščeni uslužbenec za pridržanje delal na postaji Charing Cross v civilni vlogi, ki vključuje sodelovanje s policisti. Ti uslužbenci naj bi skrbeli, da so pridržani v pripornih prostorih dobro obravnavani in deležni ustrezne oskrbe. S pomočjo skritih kamer je dokumentarec hitro razkril, da temu ni bilo tako. Policisti so bili posneti, kako se hvalijo in šalijo o pretirani uporabi sile nad aretiranimi osebami. Ena izmed zgodb je vključevala policista, ki je pohodil nogo zadržane osebe v priporu. Nato je drugemu policistu povedal, da ga je zadržani moški brcnil. Drugi policist pa se je pošalil, da bo to zapisal v izjavo priče. Po eni od aretacij je novinar pod krinko komentiral, da je opazil, da je nekdo udaril po aretirani osebi. Hitro so ga potegnili na stran v hodnik brez nadzornih kamer in ga opozorili, naj v prostorih ne daje pripomb, ki bi bile videti slabo, če bi jih predvajali med preiskavo. Eden najbolj šokantnih in vznemirjajočih ljudi, predstavljenih v dokumentarcu, je bil narednik Joe McIlvaney. McIlvaney je imel skoraj 20 let izkušenj z delom na metropolitanski policiji in je bil odgovoren za postajo Charing Cross. Bil je podcenjujoč do obtožb noseče ženske o nasilju v družini in jasno je dal vedeti, da odobrava dogajanje na postaji. Proti koncu dokumentarca je bilo razkrito, da so McIlvaneyja preiskovali zaradi komentarjev, ki jih je izrekel o drugi ženski, ki je bila pridržana. To so začeli preiskovati šele potem, ko so člani transportne policije to prijavili oblastem. Nihče s postaje Charing Cross nikoli ni sprožil alarma. Ključni del dokumentarca je bil, da se to vedenje ni samo dogajalo, ampak so si tudi prizadevali, da bi ga skrili pred javnostjo. Veliko policistov je govorilo o tem, da so si morali nadeti masko, ki so jo nosili pred ljudmi, ki jih niso poznali. Svoje prave misli so razkrivali le pred ljudmi, za katere so menili, da jim lahko zaupajo. Po izidu dokumentarca je neodvisni urad za nadzor policije preiskal te trditve. Več policistov je bilo spoznanih za krive hujših kršitev dolžnosti in jim je bilo prepovedano, da bi kdajkoli ponovno služili kot policisti. Številka 8. Ob koncu leta 2015 je Al Jazeera izdala dokumentarec, ki je pretresel ameriški športni svet. Preiskava dopinga v športu je razkrila trditve, da so nekateri največji športni zvezdniki v ZDA jemali sredstva za izboljšanje zmogljivosti. Po dokumentarcu je potekalo več preiskav in vsaj en športni zvezdnik je bil suspendiran. Temna stran skrivnosti športnih dopingašev je z uporabo prikritega poročanja in snemanja dokumentirala izkušnjo enega športnika, ki je poskušal priti do sredstev za izboljšanje zmogljivosti. Liam Collins je bil britanski oviraš v poznih 30 letih, ko je bil dokumentarec posnet. Imel je nekaj uspeha v karieri in je bil uvrščen med najboljše na svetu v svoji starostni kategoriji, vendar nikoli ni nastopil na olimpijskih igrah. To mu je dalo popolno krinko za poročilo Al Jazeere. Collins je šel pod krinko in trdil, da je športnik, ki si obupano želi še zadnje priložnosti za nastop na olimpijskih igrah. Predstavil se je kot nekdo, ki zaupa v svoje sposobnosti, a išče prednost pred konkurenco. Dokumentarec se začne s Collinsom in ekipo Al Jazeere, ki iščeta zdravnika, pripravljenega športniku zagotoviti sredstva za izboljšanje zmogljivosti. Kmalu so našli zdravnike v Severni Ameriki, ki so trdili, da so sodelovali z nekaterimi največjimi športnimi zvezdami na svetu. Farmaceut po imenu Charles Sly je postal ena največjih osebnosti v dokumentarcu. Collins se je z njim srečal, medtem ko je skrivaj snemal. Sly je trdil, da je delal na kliniki Geyer Anti-Aging, ki naj bi številnim športnikom pomagala priti do snovi, do katerih ne bi smeli imeti dostopa. Na neki točki v dokumentarcu je Collins povabljen nazaj v Slyevo stanovanje, kjer mu ponudijo snov imenovano Delta 2. Delta 2 je steroid, ki je bil z imenom navaden kot prepovedan v ameriški bejzbol ligi. Po besedah Slya je veliko ameriških nogometašev in bejzbol igralcev uporabljalo to snov. Med tajnim snemanjem Slyen in drugimi medicinskimi strokovnjaki so bila navedena imena številnih športnikov kot primeri ljudi, s katerimi so zdravniki sodelovali.
Zato ni predloženih nobenih dokazov, vendar je očitno namenjeno temu, da bi Collinsa navdušili nad tem, koliko je mogoče doseči s temi snovmi in kako uspešen bi lahko bil. Najbolj znano ime, ki ga omeni Sly, je Peyton Manning. Po besedah Slyja je med delom na kliniki Geyer pošiljal človeške rasne hormone Manningovi ženi. HGH je dovoljeno predpisovati le za 3 specifična medicinska stanja, od katerih nobeno ne bi bilo obravnavano na kliniki za upočasnjevanje staranja. Namikalo se je, da je Manningova žena te snovi predajala njemu. Po izidu dokumentarca sta NFL in MLB preiskala te trditve in Manning je bil oproščen kakršnekoli krivde. Eden od športnikov, ki je bil kaznovan po dokumentarcu, je bil Taylor Teagarden. Teagarden je eden redkih športnikov, ki so bili v dokumentarcu posneti pod krinko. Na posnetku je priznal, da je prejšnje leto uporabljal prepovedane snovi. Trdil je, da jih je jemal 2 tedna, nato pa prenehal pred testi, da ga niso ujeli. Preiskava proti Teagardenu je privedla do tega, da so ga suspendirali za 80 tekem. Trditve, ki sta jih podajala Sly in drugi zdravniki, so morda bile le hvalisanje, da bi prepričali Collinsa. A dokumentarec je pokazal, kako enostavno je bilo za nekoga, ki je želel uporabljati prepovedane snovi, priti do njih. Številka 7. Ustvarjalci dokumentarca Igra slonovine so 16 mesecev snemali pod krinko in sodelovali z zagovorniškimi skupinami, da bi razkrili grozljivo resnico o vseh vidikih industrije slonovine. Rezultat so opisali kot nekaj podobnega trilerju, vendar so vložki v igri slonovino povsem resnični. Slonovina je že dolgo občudovana zaradi svoje lepote in v mnogih delih sveta velja za luksuzni izdelek. Ko je bil dokumentarec izdan leta 2016, je bila njena prodaja prepovedana v večini delov sveta, vendar je imelo veliko držav izjeme pri tej prepovedi. Na primer, v Združenem kraljestvu je bilo še vedno dovoljeno kupovati in prodajati starinsko slonovino. Na Kitajskem so bila pravila nekoliko bolj popustljiva. Vlada je pooblaščenim trgovcem dovolila, da vsako leto prodajo določeno količino slonovine. Če bi se pravi držali, bi to morda omejilo količino slonovine, s katero se dejansko trguje v državi. Toda zelo enostavno je bilo nezakonito slonovino prikazati kot zakonito, potrošniki pa razlike sploh ne bi mogli opaziti. Igra slonovino spremlja trgovino slonovino iz Tanzanije, Kenije in Zambije na Kitajsko prek Vietnama. Razloži vsak del procesa in pokaže posledice dejanj krivolovcev v Afriki, ki zaradi oklov ubijajo slone in za seboj puščajo njihova trupla. Osebje v ustanova, kot je Big Life Foundation, je poskušalo zaščititi slone pred krivolovci in domačini, ki se trudijo živeti skupaj z divjimi živalmi, vendar je jasno, kako velik izziv jih čaka. Naslednji korak v trgovini je prikazan z vidika Elisejfa Galija, vodja obveščevalne službe posebne enote, ki poskuša ujeti krivolovca, znanega kot Chitani. Chitani je odgovoren za smrt 100 slonov, njegova kriminalna mreža pa sega čez 5 držav. Trud, vložen v lovljenje krivolovcev, kaže na obseg operacije. Preko Indijskega oceana so tajni novinarji v Vietnamu in na Kitajskem razkrili tako imenovano nezakonito trgovino slonovino. Z uporabo skritih kamer preiskovalci pokažejo, kako enostavno je priti do nezakonite slonovine. Posnetki iz skladišč ponovno prikazujejo, kako velika je ta industrija, saj je na ogled nešteto okel pripravljenih za obdelavo v zapletene okraske, ali pa jih preprosto izrežejo in pobarvajo, da postanejo dekorativni predmet. Na kitajskih trgih se ti predmeti lahko prodajo za več $100,000. Denar, ki je vpleten v to trgovino, naredi vsak poskus razkritja izjemno nevaren. Nezakonita trgovina s slonovino ogroža slone z izumrtjem. Po dokumentarcu bi bilo, če se nič ne spremeni, le še vprašanje let, preden bi divji sloni izginili. Namesto da bi to bil kakršenkoli odvračilni ukrep za krivolovce, je predstavljalo le še dodatno finančno spodbudo. Številka 6, Kruh in vrtnice, je dokumentarec iz leta 2013, ki je bil zasnovan tako, da da glas ženskam v Afganistanu, ki so se poskušale boriti, ko so jim odvzemali človekove pravice. Dokumentarec je bil skoraj v celoti posnet s skritimi kamerami, ki so jih uporabljale udeleženke dokumentarca, ki so potem, ko so spregovorile, tvegale svoja življenja.
Ozadje dokumentarca je bil padec Kabula v roke Talibanov leta 2021. Medtem ko so nekateri zunani opazovalci upali, da bo organizacija bolj zmerna, so ženske, ki živijo v Afganistanu, hitro ugotovile, da temu ne bo tako. Šole za dekleta so bile zaprte in izobraževanje je bilo omejeno po 6. razredu. Ženske so bile prisiljene zapustiti delo in druge dele javnega življenja. Tudi sprehajanje po parku brez spremstva ni bilo dovoljeno. Ženske in dekleta so poskušale upreti s številnimi protesti na ulicah Kabula. Pogosto so jih pričakali z nasiljem. Številne protestnice so bile ugrabljene ali zaprte zaradi svojih dejavnosti. Druge pa so izgubile življenje. Dokumentarna režiserka Sarah Mani je zapustila Kabul, preden je padel v roke Talibanov, vendar je bila še vedno v stiku s številnimi prijatelji, ki jih je imela v mestu. Pošiljali so ji videoposnetke, pogosto posnete s telefoni in na skrivaj, ki so prikazovali njihovo vsakdanje življenje, ko je novi režim prevzemal oblast. Sprva ni bilo veliko razmišljanja o tem, da bi iz teh posnetkov nastal dokumentarec. To je bil preprosto poskus ujeti, kaj se v resnici dogaja in pokazati širšemu svetu, kako se ženske v Afganistanu odzivajo. Šele potem, ko sta Mani pristopili Jennifer Lawrence in Justin Cherokee, se je odločil, da bo skrivne posnetke spremenil v dokumentarec. Kruh in vrtnice večinoma spremlja življenja 3 žensk, ki so odgovorne za večino posnetkov. Šerifa je bila včasih zaposlena v državni upravi, vendar jo je novi režim prisilil, da je zapustila službo. Zara je bila prej zobozdravnica in je bila prav tako prisiljena prenehati z delom. Svojo nekdanjo ordinacijo je uporabljala kot prostor, kjer so se ženske srečevale in organizirale. Tretja ženska, Tarana, pa je bila zaradi svojega aktivizma prisiljena v izgnanstvo in je pobegnila v Pakistan. Posnetki prikazujejo mešanico političnega aktivizma in vsakdanjega življenja, ki bi se lahko dogajalo kjerkoli na svetu. Skrivne kamere na telefonih ujamejo prizore protestov na ulicah, kjer ženske vzklikajo za delo, kruh in izobrazbo, a jih pričakajo vodni topovi in solzivec. V drugem prizoru ženska se prepira z oboroženim moškim, ki ji grozi, da ji bo vzel življenje, če ne bo prenehala govoriti. V nekem drugem delu dokumentarca pa vidimo Zaro, kako praznuje zaroko in kasneje poroko s svojim možem. To je pokazalo, da kljub nasilju in izjemnim političnim dogodkom, ki so se dogajali v tistem času, je življenje za te ženske še vedno teklo naprej. Ves posneti material je bil montiran zunaj Afganistana. Nato pa so morali producenti filma sprejeti še eno odločitev. Ženske, ki so zbirale posnetke, so tvegale svoja življenja, da so jih posnele, in na večini posnetkov so bile zlahka prepoznavne. Objava dokumentarca bi vse, ki so bili v njem predstavljeni, izpostavila izjemnemu tveganju. Šele potem, ko so vse 3 ženske uspele pobegniti iz Afganistana, je bil dokumentarec predstavljen svetovni javnosti. Kritiki so dokumentarec Bread and Roses pohvalili. Zdel se je uspešen pri doseganju cilja, da da glas ženskam, ki so v njem predstavljene. A za resnične spremembe je še vedno treba narediti več. Številka 5 leta 2019 je zapornik na Floridi izdal tisto, kar naj bi bil prvi zaporniški dokumentarec, posnet izključno strani zapornika s pomočjo mobilnega telefona. Posnetki so bili tako pretresljivi, da so danes na voljo le majhni odlomki, vendar tudi ti ponujajo šokanten vpogled v življenje v Martin Correctional Institution. Scott Whitney je bil leta 2012 zaprt zaradi kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo prepovedanih substanc. Grozi mu najmanj 25 let za zapahi. Hitro je ugotovil, da razmere v zaporu, kjer je bil zaprt, niso bile niti približno takšne, kot bi si jih kdorkoli zunaj lahko predstavljal. Od leta 2015 je začel dokumentirati, kakšno je bilo življenje v enem najbolj zloglasnih zaporov na Floridi. To je združil v dokumentarcu z naslovom Behind the Barbed Wire. Whitneyju je uspelo pridobiti mobilne telefone, ki jih je uporabil kot kamere. Po raziskavah Miami Heralda so se telefoni zlahka dobili pri zaporniških stražarjih, ki so jih prodajali zapornikom. Kako natančno je Whitney pridobil mobilne telefone, nikoli ni bilo razkrito, vendar je bil postopek dovolj preprost, da je lahko zlahka nadomestil telefone, ki so jih našli in zasegli v netih snemanja. Whitney je sprejel ukrepe, da je skril svoje kamere. V enem izmed posnetkov iz dokumentarca pokaže, kako je izdobel izvod Biblije, da je vanjo skril svoj telefon. Nato je izrezal luknjo na sredini črke O v besedi sveta, da je lahko kamera gledala skozenj. Po
Pokazal je velik par očal, na katera je bila pritrjena kamera. Včasih pa je zapornik lahko snemal bolj svobodno, ne da bi ga pazniki opazili. V enem prizoru je ponoči odkrito snemal, medtem ko je mimo njegove cevice hodil paznik. Paznik ima svetilko, vendar ne pogleda v Whitneyjevo sobo, tudi ko ta pripoveduje, kaj se dogaja. Ne glede na to, ali so bile kamere skrite ali na očeh, so jih uporabljali za snemanje pretresljivih posnetkov nasilja v zaporu, uporabe prepovedanih substanc in slabih pogojev, v katerih so bili zaporniki. Podgane so se videle, kako rijejo skozi luknje v razpadajočih zidovih. Plesen je bila vidna v kuhinjah, različni zaporniki pa so razkazovali orožje, ki bi ga uporabili, če bi prišlo do pretepa. Na posnetkih so bili prikazani tudi pretepi ter posledice uporabe izdelanih substanc. Če so te ujeli s prepovedanim mobilnim telefonom, si tvegal kazen, običajno v obliki samice. To je bila kazen, ki jo je Whitney večkrat prestal, a je vsakič nadaljeval snemanjem posnetkov, ki jih je nato pretihotapil ven, da bi bili del dokumentarca. A žal so bili uspešno pretihotapljeni le posnetki, posnetih po letu 2017. Številka 4, Nasrin, pripoveduje zgodbo odvetnice za človekove pravice in aktivistke Nasrin Sotoudeh. Toda za razliko od mnogih dokumentarcev o znanih osebnostih, se je zgodba Sotoudeh še vedno odvijala med snemanjem dokumentarca, zaradi česar je bila produkcija izjemno nevarna za vse vpletene. Nasrin Sotoudeh je odvetnica za človekove pravice, ki je od leta 2003, ko je pridobila licenco, branila pravice žensk, otrok in manjšin v Iranu. V intervjujih z njo, njenim možem Rezo Khandanom in drugimi prijatelji pripovedujejo zgodbo o tem, kako sta se par spoznala, kako je Sotoudeh začela svojo pravniško kariero in v njenem prvem bivanju v zaporu. Leta 2010 so pisarno Sotoudeh preiskali, ko je zastopala druge aktiviste za človekove pravice. Bila je aretirana in obtožena širjenja propagande ter zarote za škodovanje državni varnosti. Kljub mednarodnemu ogorčenju in pozivom Amnesty International k njeni izpustitvi je bila Sotoudeh obsojena na 11 let zapora. Dokumentarec vključuje posnetke ljudi, ki so v tistem času protestirali zaradi njene aretacije, ter posnetke Khandana doma z njunimi otroki. En del je bil posnet kar v zaporu, ko so njeni otroci prvič lahko prišli na obisk. Po več gladovnih stavkah je bila Soh danes brez pojasnila izpuščena septembra 2023. Ni prenehala s svojim aktivizmom in še vedno je delala kot odvetnica, ko se je leta 2018 začelo snemanje dokumentarca. Dokumentarec je produciral Jeff Kaufman. Kaufman je že prej produciral kratek dokumentarec o preganjanju v Iranu in mu ni bilo dovoljeno vstopiti v državo. To je snemanje izjemno otežilo, vendar je sodelovala skupina anonimnih snemalcev, ki so zbirali posnetke in tvegali svoja življenja, da bi omogočili nastanek dokumentarca. Kamera spremlja Sotoudeh, ko se odpravlja v zapor ali na sodišče zaradi dela, ali pa se srečuje s svojimi strankami v svoji domači pisarni. V enem prizoru razloži, kako oblasti pogosto poskušajo sabotirati postopek v zadnjih korakih. V tem primeru je morala večkrat iti nazaj, da bi plačala varščino za stranko, ki je bila aretirana, ker ni nosila hidžaba. Drug Prizer se odvija v sodni dvorani, kjer poskuša nasprotnega odvetnika prepričati, naj predloži dokaze za katerokoli trditev, ki jo predstavlja kot preprosto dejstvo. Ni nobenih dokazov in sod danes odide. Dokumentarec bi bil dovolj udaren, tudi brez razvoja, ki se je zgodil sredi snemanja. Junija 2018 je bila aretirana zaradi dolgega seznama obtožb, med katerimi je bila tudi širjenje propagande. Resnica je bila, da je bila aretirana zaradi svojega dela pri zagovarjanju žensk, ki niso nosile hidžaba. Skozi ves film Sotoudeh večkrat pripomni, kako se obvezna oblačilna pravila uporabljajo za zatiranje žensk. Verjame, da bi morala biti to osebna odločitev vsake ženske in da je prisiljevanje žensk k nošenju hidžaba znak, da jih lahko prisilijo narediti karkoli. Do aretacije je prišlo pozno v produkciji dokumentarca in ob izidu ni bilo mogoče vedeti, kakšen bo izid te aretacije. Dokumentarec vključuje pretresljive telefonske pogovore med Sotoudeh in njeno družino, skupaj z avtomatiziranim sporočilom, ki poslušalca obvešča, da klic prihaja iz zapora Evan. Sotoudeh skuša ostati optimistična zaradi svojih otrok, vendar možu pove o bolečinah, ki jih ima v prsih. Dokumentarec se konča z novico, da je bila obsojena na skupno 38 let zapora.
Številka 3, Pobeg iz Eritreje, je pretresljiv dokumentarec, ki razkriva resnico o življenju v državi, ki si jo poimenovali Afriška Severna Koreja. Velik del posnetkov, posnetih v Eritreji, je bil zajet s skritimi kamerami, nato pa so jih pretihotapili iz države, da bi preostali svet videl, kaj se dogaja. Izdali so ga leta 2021, vendar je nastajal 5 let. V celotnem dokumentarcu so ustvarjalci gledalcem jasno pokazali, kako težko je bilo posneti ta film in zakaj je prišlo do toliko zamud. Na začetku dokumentarca je občinstvu predstavljen moški, ki so mu nadeli ime Michael. Ustvarjalci so se potrudili skriti njegovo identiteto, potem ko je Michael pobegnil iz Eritreje in živel v Evropi. A kljub temu ga je še vedno skrbelo, da bi ga prepoznali in da bi bili njegovi ljubljeni v Eritreji v nevarnosti. Michael je bil zaprt v Eritreji, ker je zavrnil sodelovanje v obvezni vojaški službi. Po navedbah dokumentarca v Eritreji, vse 18-letnike pošljejo na vojaško usposabljanje. Služba je obvezna in nima določenega trajanja, kar pomeni, da morajo ljudje služiti tako dolgo, kot želi vojaška vlada. To je eden od razlogov, zakaj je toliko Eritrejcev zdaj beguncev, ki živijo v drugih državah. Mihail je bil 4 leta v zaporu. Sočuten paznik je pretihotapil fotoaparat, da bi mu pomagal dokumentirati njegove izkušnje. Fotoaparat je skril v žep svoje jakne in ga skrival pred vsemi, razen pred enim od svojih sojetnikov. Posnetki so prikazovali cele sobe zapornikov, ki so ležali nagneteni skupaj, komaj da z dovolj prostora za gibanje. Mihajlovi posnetki so bili pretresljivi za gledanje, vendar so predstavljali le majhen vpogled v to, kaj se je dogajalo v teh zaporih. Ena od intervjuvank, ki ne skriva svoje identitete, je Hannah Petros Salomon. Je še ena begunka, ki je pobegnila iz Eritreje. Bila je zaprta, ker je skušala ubežati vojaški službi. In v svojem intervjuju govori več o grozljivem ravnanju, ki so ga doživljali zaporniki, in opisuje, kako je poslušala krike drugih zapornikov, ki so jih mučili. Oba starša Solomone so izginili zaradi režima, ko je bila še otrok. Njen oče je bil nekoč minister za obrambo, vendar so ga aretirali, potem ko je javno spregovoril proti predsedniku. Njena mati je bila takrat v ZDA na študiju. Priletela je nazaj, vendar so jo aretirali, še preden je lahko zapustila letališče. V času snemanja Salomon ni vedela, kje so njeni starši. V celotnem dokumentarcu je jasno, kako težko je dobiti kakršnekoli posnetke iz Eritreje. Edini razlog, da so imeli Michaelove posnetke, je bil ta, da je že živel v drugi državi. Ustvarjalci dokumentarca so sodelovali z aktivističnimi organizacijami znotraj Eritreje, da bi poskušali vzpostaviti stik z ljudmi, ki so želeli povedati svojo zgodbo. Toda vsak, ki je razmišljal o sodelovanju, je tvegal svoje življenje in življenja tistih, do katerih mu je mar. Sčasoma je bil nov vir povezan z ustvarjalci dokumentarca. Prosi, da ga imenujejo Desta, in je bil stražar v drugem zaporu v Eritreji. Tako kot Michael je želel razkriti resnico o tem, kaj se je tam dogajalo. Tudi on uporablja skrito kamero za snemanje pri svojem delu. Posnetki prikazujejo, kako prenatrpan je moški del zapora, pa tudi ženski del. Pojasni, koliko žensk je tukaj aretiranih, skupaj s svojimi otroki, ki odraščajo v zaporu. Številka 2. Dokumentarek Zemljani iz leta 2005 uporablja tajno snemanje in na skrivaj pridobljene posnetke, ter razkrije nekatere najbolj grozljive prakse, ki se dogajajo v različnih industrijah povezanih z živalmi. Dokumentarek je prejel številne nagrade in spremenil pogled mnogih ljudi na naš odnos z drugimi živalmi na planetu. V tem dokumentarcu je malo zgodbe. Namesto tega pa se posveti vsaki živalski industriji posebej in s posnetki skritih kamer pokaže, kaj se dogaja v ozadju na običajen dan. Vsaka industrija dobi svoj prostor s preprosto, a udarno pripovedjo Jacqueline Felix, ki razloži, kaj se dogaja. Dokumentarek je režiral Sean Monson in je nastajal več kot 3 leta. Režiser je sprva začel snemati posnetke za kratek javni oglas o sterilizaciji in kastraciji hišnih ljubljenčkov. Posnetki iz zavetišč za živali po Los Angelesu so ga navdihnili, da je projekt razširil. Končni film Zemljani se začne s hišnimi ljubljenčki, vključno s pasjimi farmami in reševalnimi zavetišči, ter načinom, kako številne te živali boleče trpijo ob koncu svojega življenja. Toda industrija hišnih ljubljenčkov je le majhen del širše filmske industrije.
Velik del grozljivih posnetkov, posnetih na skrivaj, prihaja s kmetij, tako tistih, ki proizvajajo hrano za ljudi, kot tudi tistih, ki dajo surovine za oblačila. Opozorilo na začetku dokumentarca opozarja na nazorno naravo vsebine, ki sledi. Vendar je bilo veliko gledalcev vseeno nepripravljenih na to, kar bodo videli. Zemljani razkrivajo nekatere najbolj krute prakse, ki se dogajajo na kmetijah, za katere veliko gledalcev sicer ne bi vedelo. Večina ljudi ve, da je za meso na njihovem krožniku morala žival izgubiti življenje. Vendar morda ne vedo, da piščancem odstranijo kljune, da bi jih preprečili medsebojno napadanje. In prašičem odrežejo repke, da jih drugi prašiči ne bi grizli. Skrivno snemanje na krajih, kjer živali dejansko izgubijo življenje, prav tako pokaže, da se številni standardi za dobrobit živali, ki naj bi veljali, v resnici ne izvajajo. Tudi v obratih, kjer naj bi upoštevali verska pravila, jih pogosto ignorirajo, kar povzroča še več nepotrebnega trpljenja za živali. Nekateri so dokumentarec kritizirali, ker naj bi prezrl načine, kako je lahko kmetijstvo zdravo in trajnostno, ter kako so lahko živali obravnavane humano. Če ima gledalec vtis, da je edini način za zmanjšanje te nevarnosti popolna opustitev uživanja mesa, je to za mnoge prevelika zaveza in manj verjetno je, da bodo kdaj spremenili svoje navade, kot če bi jim bila predstavljena manj drastična alternativa. Zemljani ostaja eden najbolj vplivnih in pretresljivih dokumentarcev, kar so jih kdaj posneli, pri čemer je imela skrivna snemanja veliko vlogo. Številka 1. Leta 2010 je nekdanji kuhar začel delati pod krinko kot vohul v danski podružnici Korejskega združenja prijateljstva. Želel je razkriti resnico o tem, kaj se v resnici dogaja v Severni Koreji. Po 10 letih mu je uspelo izpolniti svojo nalogo, vendar ni delal za nobeno vladno agencijo. Bil je del dokumentarnega filma režiserja Matsa Bruggerja. Ulrich Larsen je dobil navdih, da prevzame vlogo Kurt za dokumentarec The Mole, Undercover in North Korea, potem ko je gledal še en Bruggerjev film. Leta 2006 je Brugger izdal dokumentarec Rdeča kapela, ki je spremljal skupino nastopajočih na poti v Severno Korejo na kulturno izmenjavo. Dokumentarek v Severni Koreji ni bil dobro sprejet in Brugger sam ne bi mogel nadaljevati zgodbe. Larsen se je obrnil na Bruggerja z idejo. Pikil bi svojo identiteto v Korejskem združenju prijateljstva in se postopoma povzpel po hierarhiji, dokler ne bi bil dovolj spoštovan, da bi lahko odšel v Severno Korejo in tam naskrivaj snimal, kaj se dogaja. Za Larsena je bilo to izjemno tvegano. Ni imel nobenega vohunskega usposabljanja, a je imel obraz, s katerim se je zlil z množico in bil je zelo predan projektu. Naslednjih 10 let si je Larsen pridobival zaupanje KFA in organizacij v Koreji, s katerimi so bili povezani. Dovoljeno mu je bilo, da je veliko svojih srečanj v KFA snemal povsem svobodno, saj so jih lahko uporabili v propagandne namene. KFA je organizacija s sedežem v Španiji, katere uradni cilj je izobraževanje javnosti o resničnosti Severne Koreje. Običajno prikazuje državo v bolj pozitivni luči kot večina zahodnih organizacij. In namenjena je obrambi Severne Koreje, vendar si želi mirne združitve severa in juga. Vendar je Larsen tekom dokumentarca spoznal drugo plat. Po navedbah dokumentarca je predsednik organizacije, Alejandro Cao de Caldebeños, izkoristil svoj položaj za pogajanja o pogodbah med zahodnimi poslovneži in severnokorejsko vlado, pri čemer je bilo veliko teh pogodb v nasprotju s sankcijami in mednarodnimi zakoni. S pomočjo Bruggerja Larsen pripravi lažen dogovor, ki ga Beňos predstavi severnim Korejcem. Drugi lik, gospod James, ki ga igra Jem Gennady Latraši Vorotrup, je predstavljen kot investitor, ki se ne boji kršiti zakonov. Želi investirati v podjetje, ki bi v Afriki proizvajalo prepovedane snovi in orožje. Veliko srečanj med gospodom Jamesom in severnokorejskimi delegacijami je posnetih s skritimi kamerami, ki jih nosita Latraši Vortra in Larsen, ali pa so skrite v prostorih, kjer potekajo srečanja. Seveda je tvegano pridobiti te skrivne posnetke iz ene najbolj skrivnostnih držav na svetu. Na več mestih v dokumentarcu Larsena se znanijo z novo tehnologijo, ki se uporablja za odkrivanje morebitnih prisluškovalnih naprav ali mikrofonov, ki oddajo signal. Zdi se, da nihče ne sumi, da bi jih namerno imel pri sebi, vendar jih skrbi, da bi ga lahko pred sestanki nehote opremili s prisluškovalno napravo. Kljub temu, da mu pokažejo, kako ta tehnologija deluje, nobene izmed skrivnih snemalnih naprav, ki jih Larsen nosi s seboj, nikoli ne odkrijejo.
Proti koncu dokumentarca postane jasno, da je skupino bolj strah, da bi jih odkrili. Odločijo se, da bo gospod James sestanke sprejemal le v eni sobi, kjer lahko uporabijo mikrofone in kamere, skrite v prostoru, da posnamejo dogajanje, namesto da bi snemalno opremo nosili pri sebi. Po 10 letih se Brugger in Larson odločita, da je čas, da poveste resnico in jo razkrijeta Penjusovi ter Larsonovi ženi. Severna Koreja je zavrnila številne obtožbe, predstavljene v dokumentarcu. Tisti, ki so bili vpleteni v orožarski posel, so trdili, da so želeli vzeti denar gospoda Jamesa in v resnici ne bi ničesar dobavili. Koliko izmed prikazanega v dokumentarcu je res in koliko so o tem vedele legitimne obveščevalne agencije, je še vedno predmet razprav. A od tveganjih, ki sta jih prevzela Larson in Latraš Wortrop, da bi posnela skrivne posnetke, ni veliko dvoma. Hvala vam, ker ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.